Minila sta 2 tedna od državnozborskih volitev in to je nekaj aktualnosti, za katere morate vedeti. Kmalu bo potekala ustanovna seja novega sklica državnega zbora, ki mora biti sklicana najpozneje 20 dni potem, ko so znani rezultati volitev, v tem primeru bo to 10. aprila. Nato mora predsednica republike Nataša Pirc Musar v največ 30 dneh po ustanovni seji državnemu zboru predlagati kandidata za predsednika vlade. V skrajnem primeru bo to 10. maja. Če kandidat v prvem krogu ne dobi podpore, lahko predsednica republike v 14 dneh predlaga istega ali drugega kandidata. Če tudi v drugem krogu kandidat ni izvoljen, imajo poslanci še tretjo in zadnjo možnost, pri tem glasovanju zadostuje že večina glasov navzočih poslancev. Če tudi tokrat kandidat ni izvoljen, predsednica razpusti državni zbor in razpiše nove volitve. To pomeni, da bi lahko bile nove volitve najprej okoli 12. julija in najpozneje okoli 2. avgusta. Zoran Stevanović je napovedal oblikovanje tako imenovanega tretjega bloka z demokrati Anžeta Logarja ter trojčkom NSI, SLS in Fokus, v okviru katerega bi se osredotočili na gospodarske, kmetijske in druge ukrepe. Poudaril je, da želijo k ukrepom pristopiti ne ideološko, kar pa ne pomeni, da se bo sklenil kakršenkoli dogovor o skupnem glasovanju o zadevah v državnem zboru. Demokrati Anžeta Logarja se umikajo iz koalicijskih pogajanj, dokler Svoboda ne predstavi konkretnega osnutka koalicijske pogodbe. Za zdaj še aktualni predsednik vlade Robert Golob je izrazil željo po vladi narodne enotnosti, kljub temu, da že od samega začetka izključuje Slovensko demokratsko stranko in njene volivce. Aleš Primc je napovedal protikorupcijski shod zaradi koruptivnih dejanj in nasilja srbskega župana Ljubljane Zorana Jankovića okoli gradnje kanala C0, shod pa bo potekal 10. aprila v Ljubljani. In predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han je zatrdil, da njegova stranka ne bo sodelovala v nobeni desnosredinski vladi.